Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli še enkrat več v oddaji Župan za vas. Ko danes gostimo v našem studiu doktorja Aleksandra Jevška, župana mestne občine Murska Sobota. Dobrodošli. Hvala za povabilo in lep pozdrav vam in vsem, ki naj gledajo. Tako je najprej seveda k aktualnostim seja občinskega sveta in tam je bilo kar sprejetih nekaj zelo zanimivih smernic. Morda se bova najprej dotaknila tisto, kar verjetno tudi Sobočance najbolj zanima. Sprejeli ste odlok o zmanjšanju komunalnega prispevka. Ja, res je, no sedaj je seja že kar oddaljena, lahko rečemo, že pripravljamo gradivo za novo novembrsko sejo, ampak vseeno je potrebno poudariti nekatere pomembne odločitve, ki so jo mestni svetniki sprejeli na tej zadnji seji. En izmed njih je tudi zmanjšanje višine komunalnega prispevka v severno-obrtni industrijski coni na vseh ostalih lokacijah, katerih lastnik je mestna občina Murska Sobota. Namreč ugotavljamo, da lahko občina in lokalna skupnost z posameznimi ukrepi postane bolj privlačna, tako da zniža nekatere dajatve, ki jih investitorji plačajo, morajo plačati, zato da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje. Severno-obrtna industrijska cona je že leta pravzaprav v načrtih prodaje zemljišč, veliko zemljišč je tam zasebnih, ki so bile kupljene takrat, ko se je severno-obrtna industrijska cona opremljala komunalno. Moramo povedati, da ta projekt je bil takrat financiran iz evropskih sredstev in smo tukaj omejeni, kar se tiče višine cene zemljišča. Pri komunalnem prispevku seveda smo pa po zakonu lahko bolj fleksibilni in to smo tudi naredili. In jaz upam, da bo ta ukrep seveda pripomogel k temu, da bodo se predvsem domači investitorji lažje odločili za nakup. Namreč sam sem prepričan, torej mi imamo vrata odprta za tuje investitorje, vsekakor dobrodošli, ampak domači investitorji so pa tisti, po mojem, ki morajo biti enakopravno obravnavani kot tuji investitorji. In k temu tudi sledi zakon, ki je bil sprejet v parlamentu, da izenačuje domače investitorje z tujimi, kar se tiče pomoči države, pa tudi lokalnih skupnosti. Domača podjetja so tista, predvsem, ki so nastale iz družinskih podjetij, boljši gospodar, bolj skrbijo za delavce in njihove družine in ne prečrtajo 50-100 delavcev takrat, ko postane težko. In v Murski Soboti je kar nekaj zelo, zelo dobrih domačih podjetij, katerih uspehov se vsi skupaj veselimo. Torej, pohvale vse za razbremenitev prav recimo domačih podjetij in tistih, ki nameravajo seveda v to vašo industrijsko cono. Znano je že lep čas, da ste dobili na razpis odličen elaborat tudi v konkurenci ostalih mest, paviljon Expo, ki je bil v Milanu na Expo razstavi. Ste ga že prevzeli seveda od premijera in tako naprej, od ministra za gospodarstvo. Seveda pa je povezano s tem nekaj stvari, ki bi verjetno naše gledalke in gledalci želeli vedeti. Torej, tudi lokacija je znana, verjetno pa finančna konstrukcija, kaj in kako. Poseben model ste pripravili za... Ja, gledajte, Expo je pravzaprav rdeča nit vseh naših pogovorov, tudi javnih nastopov že kar nekaj časa. To pomeni tudi, da je finančna obremenitev same investicije kar precej velika in treba je pa poudariti, da 80% finančne obremenitve ob tem, da smo objekt dobili zastonj, krije Evropska unija iz projekta trajnostne urbane strategije. Na zadnji seji mestnega sveta smo predstavili tudi ekonomsko študijo o samovzdržnosti tega projekta. Namreč tudi sam sem prepričan, da ne smemo dovoliti, da se v prihodnje, ko bo objekt postavljen, ko bo začel funkcionirati, stroški bremenijo proračun mestne občine Murska Sobota. Objekt mora biti komercialno zastavljen tako, da se bo sam vzdrževal. In ta študija je bila
predstavljena tudi mestnim svetnikom in so sprejeli. Seveda z veliko vprašanji, z veliko, tudi bom rekel, mero skepse, kar je po svoje pri takih številkah, ki so bile omenjene, povsem logično, in to je tudi naloga mestnega sveta, da zahteva jasna pojasnila. Ta jasna pojasnila so dobili, pri nekaterih je še vedno prisoten dvom, ampak poglejte, pri projektih, ki štrlijo iz povprečja, pri projektih, v katere je treba veliko vložiti, zato da bodo uspešni, je treba tudi nekaj riskirati. Namreč tudi podjetnik, ki zgradi delavnico, ni prepričan, da bo investicija povrnjena 100%. Če bi temu bilo tako, potem bi bilo investiranje zelo enostavno. Vendar mi smo z ekonomsko študijo dokazali, da se da doseči to, da bo objekt samozdržen z vsemi seveda pripadajočimi aktivnostmi, ki bodo spadale v kompleks Expa. Tu ne gre samo za objekt in notranje vsebine, ampak tudi za motoring park, za letno kopališče in za ostale dejavnosti, ki se bodo dogajale ob vodi in na vodi na Soboškem jezeru. Pri vsem skupaj je pa najpomembnejše to, da smo po 25 letih, ko smo ves čas govorili, kako je treba Soboško kamešnico kot turistično destinacijo obnoviti in tako dalje, končno začeli to tudi delati, dejansko v realnosti. Namreč pred 14 dnevi so začeli tudi postavljati paviljon Expo in paviljon Expo bo v svoji konstrukciji postavljen do konca leta. Zaživel bo pa nekje v sredini naslednjega leta. Namreč cene, ki so se dvignile v konstrukciji, so predvsem posledica tega, da gremo v notranjo vsebino. Expo je takšno, da bo nekaj posebnega z multivizijsko predstavitvijo projekta Vrata v Pomurje, tako da nekdo, ki bo prišel od zunaj in se bo ustavil v tem objektu, bo našel pravzaprav destinacijo v Pomurju, v celi regiji, ki jo bo želel in moral obiskati. In to hočemo doseči, to pa tudi nekaj stane. Ampak še enkrat poudarjam, Evropa nam ponuje 80% denarja, mi damo 20%, in v celotni investiciji, mislim, da okoli 5,6 milijona v celotnem kompleksu, mestna občina plača 700 000 evrov. Take it or leave it, pravijo v tujini. Jaz mislim, da je treba to vzeti in da je iz tega treba narediti dobro zgodbo. In to je cilj pravzaprav tudi celotnega projekta, v katerega smo vložili veliko energije, veliko truda in jaz sem absolutno, tako sem povedal tudi na seji mestnega sveta, kar se tega tiče, optimist. Soboška kamešnica se končno začenja dogajati. Morda ljudje, ki se vozimo tudi z one strani Mure proti Murski Soboti, ne vidimo tega, kajti bolj smo tako pozorni na tem mestu, tudi infrastrukturne spremembe v cestnem prometu. Južna obvoznica, se pripeljem z smeri Rakičana ali Bakovec, na vseh koncih in krajih se dela ta infrastruktura. To je tudi nekako navezava potem tudi na ta del Murske Sobote. Poglejte, nekatere stvari se včasih zdijo samo pri sebi umevne. Vse tako ali tako bi mogli obvoznico narediti, ampak to ni res. Ta obvoznica je bila načrtovana že več kot pred 10 leti. Vendar nikoli ni bilo denarja za to, da se ta obvoznica začne resnično delati. Lansko leto, torej letošnje leto, se je začela delati, naslednje leto maja meseca bo otvoritev južnega dela Soboške obvoznice. Celotna obvoznica tja do Čarde pa bo končana tam nekje do leta 2020. Celotna investicija je vredna 24 milijonov. In povem vam, velikokrat je bilo potrebno iti na Ministrstvo za infrastrukturo, se pogovarjati, prepričevati, da imamo slab zrak, da imamo promet, da to potrebuje ne samo mestna občina, ampak regija kot taka. In zadeve sploh niso samo umevne. In moraš počasi tudi imeti srečo. In srečno naključje je bilo, da je bil v nekem trenutku na razpolago v vladi denar, ki ga je bilo potrebno takoj porabiti v nekem projektu. Poklical me je minister za infrastrukturo in novica je bila zelo dobrodošla. Začeli smo delati in obvoznica Soboška resnično je dodana vrednost za naslednjih 50-100 let mogoče. Mi bomo še nadaljevali s projekti celotnega Soboškega kroga, vendar v tem delu do leta 2020 24 milijonska investicija je dodana vrednost za to naše okolje. Ne samo za mesto, ampak tudi za vse, ki preko mesta sedaj skozi mesto pasirajo na drugi konec Prekmurja. In
Glejte, sedaj dinamiko, kot sami ugotavljate, je izjemno intenzivna. Gradbeniki delajo krožišča, križišča, nadvoze in potrebno je tudi poudariti, da vsaka taka investicija ima ogromno sinergijskih učinkov. Pomeni, da imajo podjetniki, kooperanti delo, da ima domače gradbeno podjetje delo, da so tukaj odzadaj družine in treba je take investicije gledati tudi iz tega širšega kompleksa in zato so tako pomembne tudi. To, kar bo seveda razveselilo meščane, meščanke, pa seveda veliko tega postorite tudi na področju športa. Teniška igrišča, tudi mislim, da pokrivate teniška igrišča celo, umetna trava na Murinem igrišču, nogometnem. Vse to so projekti, seveda, ki spremljajo boljše življenje, predvsem tisti, ki se ukvarjajo s športom v Murski Soboti. Glede, Murska Sobota je po raziskavi Fakultete za šport mesto, ki ima največ kvadrature pokritih športnih površin med vsemi občinami v Sloveniji. Ta podatek je zelo, bi rekel, presenetljiv, ampak mi želimo še več, mi želimo tudi biti najboljši pri športnih infrastrukturi na prostem. Namreč, po moje je nesprejemljivo, da mestna občina, kot je Murska Sobota, nima pokritih teniških igrišč. Tam smo priča poleti vrvežu mladih teniških upov, ki igrajo tenis v tečajih, trenirajo, potem pa, ko nastopi zimska sezona, morajo ti otroci prenehati z igranjem, ker starši preprosto nimajo časa ali pa denarja, da bi jih vozili v Radence ali pa v Bad Radgersburg. In zato smo sklenili skupaj s teniškim igriščem dogovor, da skupaj sofinanciramo projekt pokritja teh treh teniških igrišč, ki bodo odprta, mislim, da nekje konec novembra letošnjega leta, če bo šlo vse po sreči. Drugi tak projekt je pa umetna trava na rezervnem nogometnem igrišču nogometnega kluba Mura. To je pa tudi skupni projekt, ki ga sofinancira Fundacija za šport, ki ga sofinancira Mestna občina Murska Sobota, klub in jaz upam, da bomo dobili še kakšna sredstva strani Nogometne zveze. Skratka, tudi tam damo nemalo denarja za to umetno travo, ki pravzaprav se že polaga. Nogometna šola Mura je znana, nogometna šola, tam igra nekaj 100 mladih upov in glede na to, da Muri trenutno gre zelo dobro v drugi nogometni ligi, da jo vidimo vsi in si želimo v prvi nogometni ligi, ta umetna trava pravzaprav še ni zaključek naših načrtov. Mi smo imeli že sestanek za Nogometno zvezo Slovenije, za predstavniki kluba in smo se pogovarjali o aktivnostih za postavitev reflektorjev naslednje leto. To je tudi zelo močan projekt, ki bo tudi nekaj koštal, ampak tudi tukaj iščemo različne vire financiranja. Vendar se mi zdi, da bo tekma bolje obiskana, če bo začetek tekme tudi v tem jesenskem času, ob 6. zvečer, ob 2. popoldne, ko so ljudje v službah. To sta dva zelo pomembna športna projekta. Tretji, ki pa bo nastal naslednje leto v zaključku kopalne sezone, je pa pokritje soboškega letnega kopališča. Sedaj smo še v dilemi ali 25-metrskega bazena ali 50-metrskega bazena. Radi bi omogočili plavanje skozi celotno sezono, učenje plavanja za osnovne šole in pa izvajanje športne telesne kulture tudi v samem bazenu v času zime. Tako da končne odločitve tukaj še ni, ampak govorim v bistvu zato, da mestna občina veliko investira v šport, predvsem zaradi tega, ker to je najboljša investicija. Zagotovo. Tudi športa na tiste lepše zadeve, malce s kulturo. Nedavno tega ste dostojno, slavnostno proslavili z proslavo v gledališču tudi 500-letnico reformacije na Slovenskem. To pa je tudi povezano nekako z projektom, ki ga imate v centru mesta, se pravi ploščad pri Evangeličanski cerkvi, nekako os boste gradili oziroma naredili proti gradu in pa proti parku. Tudi poimenovali ste že ta drevored, ki bi nastal in nekako s tem vstopate tudi v mesta, ki imajo vzdevek Lutrova mesta.
Ja, poglejte, Murska Sobota je pravzaprav zibelka protestantizma v Sloveniji. In nekako smo se z predstavniki evangeličanske cerkve že pred slabim letom pogovarjali, kaj bi takega naredili v mestu, v Murski Soboti, ki bi pomenili, da se vpišemo na zemljevid Lutherjevih mest, kot ste povedali. No in ideja je potem nastala, da se v sklopu trajnostne urbane strategije in prve faze ureditve mestnega središča uredi ta del cestišča in parkirišča v park na osi med evangeličansko cerkvijo in gradom. Sedaj so dela proti zaključku. 15. novembra je rok, do katerega mora izvajalec zaključiti za deli. Investicija je 470 tisoč evrov, kar ni malo. Bo pa to pomenilo dodatno vrednost tudi za izgled samega mesta, dodatne zelene površine, zaradi tega, ker smo že posadili dodatna drevesa in še nekaj pomembno, na tej cesti, ki poteka ob občini, ne bo več prometa, ne bo več parkiranja, ampak bo namenjena pešcem, kolesarjem in pa mamicam z otrokom, starejšim, tako da bo možen sprehod od evangeličanske cerkve skozi Trubarjev, torej skozi drevored Martina Lutra, sedaj novo imenovanega, drevored Trubarja, Primoža Trubar, Trubarjev drevored do gradu. In seveda to poimenovanje tega drevoreda je bila tudi tema, o kateri smo se pogovarjali na seji mestnega sveta, z argumenti za, z argumenti proti, tako kot pač to mora biti, ampak na koncu je bila soglasno sprejeta odločitev, skoraj soglasno, torej, da se imenuje to Lutherjev drevored. In zelo ponosni smo na to in s ponosom sem to povedal tudi na proslavi, ki je bila organizirana v Murski Soboti v 500. obletnici reformacije, da tudi mesto kot tako nekaj prispeva k temu prazniku. Morda sedaj še najbolj ste prikrajšani, dokler ne bo prišlo do otvoritve. Prav zaposleni v občinski upravi, kajti tudi vi imate sedaj malce oteženo gibanje, pa bo to tudi minilo. Poglejte, vsak poseg v infrastrukturo pomeni tudi žrtev neko. Pravzaprav ja, zahteva potrpežljivost, strpnost in dobro, da ste to izpostavili. Mi bomo še sedaj v naslednjih mesecih kar precej delali v samem mestu, v primestnih naseljih, v krajevnih skupnostih, tudi na cestni infrastrukturi. Spomnim se, ko se je izvajal kar skoraj 2 leti podvoz pod Cankarjeve, nadaljevanje pod železnico. Vsi smo bentili, kdaj bo že to končano, kdaj bo to končano. Ampak sedaj, ko ga imamo, pa rečemo le, kako fajn je, ko se lahko zapelješ. Tako da na koncu pri vseh teh projektih moramo spremljati končni cilj in končni izgled, ki ima vedno pravzaprav pozitivni učinek. Vsak poseg v vsakodnevno gibanje nas pa pomeni seveda slabo voljo. Ampak zaradi tega moramo biti malo strpni, potrpežljivi, kot je rečeno, z upanjem, da bo bolje. Nenazadnje bližajo se meseci, konec leta in tudi tisti trenutki, ko nekako posvetite več časa tudi meščankam, meščanom, občankam in občanom. Prihajajo razna srečanja po krajevnih skupnostih, po mestnih četrtih, obiskujete tiste tudi najstarejše recimo in prav je, da tako je tudi v tem pogledu, da ljudje občutijo, da so del tega kraja, da so del te skupnosti in ja, lepe stvari se vam obetajo. Ja, pogledajte, vse to je pravzaprav vse leto. Namreč županova pisarna mora biti med ljudmi, ne zaprta za vrati, in tega se jaz zavedam in se trudim, da sem čim več prisoten med ljudmi. In sedaj v tednu starejših nad 70 let obiskujem ta srečanja, ki jih tradicionalno financira mestna občina skupaj z krajevnimi skupnostmi, pa soorganizira in ta srečanja so izjemno presrčna. Zelo pomembna so zaradi tega, ker imajo tam potem tudi ljudje, ki nimajo sicer te možnosti vprašati župana, kaj za uhe potegniti, kaj pokritizirati, ampak take kritike so vedno dobronamerne, tega se zavedam in me seveda ni zaradi tega nič strah med ljudi iti. Jaz se rad usedem z ljudmi, se z njimi pogovarjam, predvsem pa moram nekaj povedati.
da se starostna doba v naši mestni občini, pa tudi sicer v Sloveniji, zvišuje. In število starejših nad 70 let je iz leta v leto večje. Samo primerjava. Letos smo poslali samo v mestnih četrtih za srečanje starejših, ki je bilo prejšnjo sredo, 1971 vabil. V mestnih četrtih samo. To je 200 več kot lansko leto. Seveda, ko govorimo pa o starostni dobi, pa moramo dati kapo dol naši najstarejši občanki, Matildi Serec, ki je praznovala 108. rojstni dan. Tudi sam sem bil na tej priložnosti pri njej doma, potem tudi na skupnem srečanju z upokojenci Krog Satahovci. Imamo pa še gospoda, ki bo občana, torej ki bo naslednje leto, začetku leta star 103 leta in občanko, ki je stara 104 leta. Tako da smo lahko ponosni na njih, vsi pa, ki smo mlajši, se lahko pa vzamemo vzor, način njihovega življenja, predvsem pa način njihovega razmišljanja. Namreč gospa Serec, Matilda, pravi tako: zato toliko časa živim zaradi tega, ker pozitivno mislim o ljudeh. In meni se zdi, da tega nam manjka in tega v mestu je še premalo, več pozitivne energije, več optimizma, ki ga, pravzaprav optimizem je na mestu, kajti vsi gospodarski kazalniki v našem mestu so pozitivni in dela se, kot ste povedali, in jaz mislim, da smo lahko zadovoljni, da živimo v tako lepem mestu. Dokaz več, da je prijetno živeti v Murski Soboti in da vsi parametri kažejo na to zagotovo. Doktor Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, rekli ste, da ste radi med ljudmi, da se ne bojite. Ne nazadnje tudi prireditve, ki še sledijo, recimo Martinovanje, bližajoče se, vidimo vas na raznih sejmih, na Trezinem sejmu sedaj, Martinovanje boste zagotovo zraven, ste ljudski človek, ste med ljudmi in mislim, da je tako prav. In prav, da se poveselite z meščani in meščankami. Ja, to je 10. novembra, torej en dan pred Martinovim, bo v Murski Soboti Martinovanje, vabljeni vsi, tradicionalno, sedaj že tretje zapovrstjo, poskrbeli bomo, da nam bo toplo, kljub temu, če bo slabo vreme ali pa dež, bo površina pokrita na Slovenski ulici. Zdaj poveselim, seveda se poveselim, ampak to je zopet priložnost, da se z ljudmi pogovarjam. Namreč jaz pravzaprav se ne spomnim, da mi ne bi, da vem, po 10 metrih nekdo zacukal za rokav pa rekel: poslušaj župan, to pa to je narobe ali pa to je v redu, tudi pohvale so, hvala Bogu. Bi pa rad poudaril, da 11. novembra odpotujemo potem v Ingolstadt, namreč naša slovenska skupnost in pa naši rojaki praznujejo 40-letnico ustanovitve kulturnega društva Lastovka in udeležil se bom te prireditve 11. In jim čestitam tudi na tem mestu. Namreč v Ingolstadtu sem kar pogostokrat, rad se odzovem njihovemu vabilu. Njihova kulturna dejavnost je pa zelo pomembna zaradi sledečega. Generacije se menjajo, sinovi, vnuki, hčerke se ženijo z nemškimi državljani ali pa s tujimi državljani, če hočete. Slovenska beseda počasi izginja in kulturno društvo Lastovka je tisto, ki jo vzdržuje, in to je zelo pomembno. Povedali ste veliko tega, morda za zaključek, kar se vidi, veliko tega pa je seveda v ozadju, kar recimo navadne občanke in občani ne vidijo, priprave projektov za prihodnje leto. Ne nazadnje, tudi december je takšen mesec, da se boste srečevali z podjetniki, tradicionalna srečanja, bo bolj nekako na tem nivoju, pa vendar veliko stvari je še takšnih, ki jih ne vidimo ta trenutek, bodo pa seveda zagotovo predstavljene. Ja, imate prav, december bo kar delovn za nas. In sicer pripravljamo predlog proračuna za leto 2018. Želja naša je, da bi v decembru šli skozi prvo branje proračuna. To pomeni, da bo potrebno uskladiti želje in pa zahteve krajevnih skupnosti, mestnih četrti, projektov, ki jih pravzaprav še pripravljamo v letu 2018, 2019, 2020. Treba je razmišljati pač dolgoročno, ker sedaj namreč se počasi izteka finančna perspektiva 2014-2020 in bo potrebno porabiti evropska sredstva in bomo s strani države dobivali kar zelo
pogoste ponudbe za prijavo na projekte in moramo biti pripravljeni, ker ko pride poziv strani vlade, moraš imeti projekt. In mi sedaj intenzivno delamo na projektu kolesarskih stez, potem rekonstrukcije cest v mestu in pri mestnih naseljih in pa tudi pločnikov. To je tam, kjer smo zelo slabi. To imajo občani prav, ceste imamo razbite, ceste imamo slabe, to je tudi posledica posegov v preteklosti, ko so se ceste prekapale sem in tja, počez in so sedaj nastale udarne jame, zdaj je pa treba to sanirati. Ampak to bomo tudi naredili, kot rečeno, z dobro voljo in pa tudi z evropskimi sredstvi, če bo vse v redu, tako da naše mesto naredimo še lepše, kot je. Doktor Aleksandar Jevšek, ni tako slabo, tudi drugod so seveda ceste pereč problem, tako da je pa prav, da včasih samo kritika tudi tista pravšnja. Hvala za današnji obisk. Verjamem, da bo v mesecu decembru še kakšna priložnost, da sedemo in si tudi voščimo uspešno prihodnje leto 2018, kar želim vam, vašemu občinskemu svetu in seveda tudi občinski upravi. Hvala za dobre želje.